Kdaj bo ta altcoin sezona? No, odgovori v tem videu znajo marsikoga navdušiti, marsikoga pa tudi razočarati. Najprej si bomo seveda ogledali Big Daddyja in je seveda logično Bitcoin. Pred sabo imamo Bitcoin dominanco in to je tedenski graf. Zdaj Bitcoin dominanca, kot vemo in tudi kot sem že večkrat obrazložil na tem kanalu, teče v negativni korelaciji z altcoini. Torej, če Bitcoin dominanca raste, je to slabo za altcoine in nasprotno. Če Bitcoin dominanca pada, je to dobro za altcoine. No, in kar tukaj vidimo je, da Bitcoin dominanca vztrajno narašča. In če pogledamo malo pobliže, lahko vidimo tukaj, da delamo en lep naraščajoči kanal. Zagotovo ga bom moral še malček popraviti, tako da povežemo vse vrhove in dna. Tako, še malček tukaj. Okej, imamo torej naraščajoči kanal. To je bikovski vzorec in ponavadi, pravim ponavadi, iz teh kanalov mi dobimo rast navzgor. Torej, preboj zgornje meje in potem rast naprej navzgor. Ampak zadnji čas se mi zdaj kar pogosto zadržujemo v spodnji polovici kanala. Tako da še vedno je treba spremljati obe meji. Tole spodnjo mejo in tole zgornjo mejo. Namreč, katero bo najprej prebil. Če prebije tole zgornjo mejo, imamo potem tukajle od zgoraj najprej tole mejo, ki jo moramo testirati. To je na tam nekje od 61 do 63 odstotkov in na to imamo mi še tole mejo, tale vrh, ki smo ga naredili na 70 odstotkih. Zdaj, tale meja se bo kmalu tudi stikala to zgornjo mejo našega naraščajočega kanala. Če pa slučajno izgubimo tole spodnjo mejo, potem imamo tukaj eno kar precej široko mejo, to je tale, ki bi lahko delovala kot podpora, to je od 52 pa do 55 odstotkov. In na to bi nas še čakala tale neckline meja, tegale kot lahko bi rekli obrnjenega vzorca Head and Shoulders, ki je bikovski, kar izrisal, tukaj glavo in na to še drugo ramo. No, ta neckline meja tegale vzorca bi na to morala delovati tudi kot podpora in to mejo imamo na tam okoli 47 odstotkih. Zdaj, večino tegale bull runa je bil Bitcoin glavni igralec, kar vidimo tudi po tem indikatorju, to je ARI, ki kaže, kam na kriptotrgu se pretaka denar in ga lahko dobite tudi na moji spletni strani. Tukaj vidimo, samo malček bom jaz tole kar povečal, da bo boljše vidno. Tukaj res vidimo, da je bil ves tale bull run, v bistvu Bitcoin ta glavni igralec. Tukaj so malček altcoini zrasli, ampak ta rast ni bila nekam dolgo trajajoča in zdaj pred kratkim so se spet ponovno spustili in očitno se tukaj zdaj obeta neka ponovna rast. Bomo videli, kaj bo zdaj v kratkem. Kot vemo, pred sabo zdaj imamo pozitivne mesece, imamo oktober, november, december, ti so relativno pozitivni za trge tveganih naložb, med katere sodi tudi kripto. Dajmo si zdaj še pogledati še en zanimiv graf, ki nam bo dal jasnejšo sliko. To je Others, to je graf, ki prikazuje altcoine oziroma tržno kapitalizacijo altcoinov minus top 10 altcoinov. Torej, od vseh altcoinov odšteje tržno kapitalizacijo top 10 altcoinov, vključujoč z Bitcoinom.
In tukaj je ta zadeva predvsem zanimiva, zato ker če povežem tukajle vrhove, te 3 vrhove, in če povežem dna, imamo tukaj eno dno, pa zdaj še ta drugo dno delamo, malo bom tukaj popravil. No, dobimo bikovski vzorec padajočega, razširjajočega klina. In zdaj smo s tem vrhom točno tukaj na meji, na zgornji meji in kot kaže, jo bomo prebili. Zdaj trenutno smo na 214, 215 oziroma ja, trenutno smo na 213, ne bom bral celotne številke. Kam mi zdaj lahko prilezemo, če zdaj tukaj prebijemo tale vzorec? No, bom vzel tole linijo in od vrha tegale vzorca izmeril tole višino in postavil tukaj na možno mesto preboja. In kot vidimo, nas to lahko popelje kar precej daleč, vse do 445, kar bi preseglo tudi prejšnji vrh. Ampak moramo paziti, na tej poti imamo ogromno pomembnih mej. Ena je na primer že tukaj. To je zelo pomembna meja, od katere smo bili enkrat že zavrnjeni. No, to mejo moramo nazaj osvojiti. Nato je naslednja meja tukaj, tale širok trak tukaj. In nato imamo še eno mejo tukaj, seveda na prejšnjem vrhu. Tako da, kaj hočem s tem povedati? Ja, vsekakor nam ti vzorci lahko pokažejo določeno tarčo, ampak ne smemo se 100% zanašati na te tarče. Vedno moramo spremljati te meje, ki se nam postavljajo na pot in kaj se dogaja enkrat, ko pridemo v te meje. Bi pa še vedno lahko ta rezultat marsikoga tudi razočaral. To ni nekaj precej višje od prejšnjega vrha, koliko imamo tukaj več od prejšnjega vrha, tam nekje 27%. Tako da glede na to in glede na to, da pač je Bitcoin v bikovskem vzorcu, Bitcoin dominanca je tudi v bikovskem vzorcu, bi jaz na podlagi tega sklepal, da bo Bitcoin v bistvu še vedno ta glavni, ki bo vse skupaj tole poganjal. In ja, altcoini bodo seveda sledili. Zdaj, kaj se bo pa zgodilo tukaj gor, bo pa samo čas povedal. Lahko, da se zgodi res ta prava altcoin sezona. Kot sem rekel, treba bo spremljati, zato se ne pozabiti naročiti na kanal, da bomo skupaj to lahko sproti spremljali. Ne pozabiti obiskati tudi mojega Patreona, kjer skupaj še bolj podrobneje spremljamo vse zadeve, tudi na manjših časovnih intervalih in tudi druge trge. In seveda ne pozabiti tudi obiskati moje spletne strani oziroma spletne trgovine, kjer lahko dobite marsikakšen poseben indikator, kot je naprednejši RSI, naprednejši MFI in pa seveda tudi ARI, ki je bil predstavljen v tem videu. No, glavna točka tega videa pa je, zdaj moramo spremljati tukaj to dogajanje na tej zgornji meji. Kaj se bo tukaj zgodilo in če bomo prebili našo prvo prepreko, to je ta meja na okoli 227. Kar bi jaz želel videti je, da mi tole prebijemo, recimo vse do tele meje nekje in na tej meji naredimo podporo in nato ponovno osvojimo še tole mejo. Na tem mestu bi se rad zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če bi morda želeli tudi vi postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Seveda, v zameno za podporo dobite tudi dostop do dodatnih vsebin, kot je dnevnik tehničnih analiz v prvem paketu in v drugem paketu višje, dobite dostop tudi do Discorda, kjer spremljamo kripto na manjših časovnih intervalih. Poleg tega pa imajo patroni še dodatne ugodnosti na moji spletni trgovini, kjer se je do zdaj zbralo že kar nekaj indikatorjev.
Vse, kar so do časa nakupa prispevali preko Patreona, lahko uporabijo kot dobroimetje in nekateri patroni lahko nakupujejo indikatorje tudi brezplačno. In ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Kot sem že omenil, zvrstilo se je že kar nekaj indikatorjev. Imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikaže kar direkt na svečkah, MFI, ki se prikaže direkt na svečkah in tukaj je tudi ARI. Oziroma Asset Rotation Index, to je indikator, ki prikazuje, kam na kriptotrgu se zliva denar. Ali je to v Bitcoin, ali je v altcoine, ali v stablecoine. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Ne pozabite tudi komentirati od spodaj, kaj si vi mislite o teh tehničnih analizah. Se strinjate z njimi, se morda ne strinjate z njimi ali pa sem jaz morda kaj spregledal. Vse to me zelo zanima, kot po mojem tudi druge, zato kar komentirajte spodaj in začnimo debato. Na tem kanalu se obeta zdaj še kar nekaj zanimivih videov, seveda bomo spremljali Bitcoin in ostale kriptovalute še naprej. Evropskemu trgu ne kaže ravno najbolje, to bom po mojem tudi naredil posebej video, tako da ne se pozabiti naročiti na kanal, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil, čim bo naložen gor. Tako, to bo tudi vse za danes, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.